cenjeni gostje. Prisrčno pozdravljeni na slovesni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Zbrali smo se, da počastimo naš občinski praznik, 12. april, kot spomin na dan, ko so bile Ravne na Koroškem leta 1952 proglašene za mesto. Slovesno sejo občinskega sveta je slovensko himno svečano odprl trio flavt glasbene šole Ravne na Koroškem, Martina Kordež, Ema Navotnik in Tinkara Lednik. Vsa 3 dekleta prihajajo iz Mežice, obiskujejo pa 6. razred flavte, skupaj muzicirajo že 4 leta. Njihova mentorica je profesorica flavte in akademska glasbenica Nadja Rošer. Hvala seveda za ta lep uvod v našo slovesnost. Spoštovani, kot vsako leto je slovesna seja v prvi vrsti namenjena pozornosti do prejemnikov občinskih priznanj, zato jih še posebej iskreno pozdravljam. Prav tako pozdravljam župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, častnega občana občine Ravne na Koroškem, Antona Golčarja, člane občinskega sveta, koroške poslance v državnem zboru, predstavnike ožjih delov lokalne skupnosti ter naše posebne goste, župane in predstavnike sosednjih koroških občin. Besedo pa zdaj predajam slavnostnemu govorniku na današnji svečani seji, podžupanu občine Ravne na Koroškem, gospodu Aljažu Vrhovniku. Izvolite. Spoštovani svečani zbor, spoštovani gospod častni občan, gospod Golčar, spoštovani letošnji prejemniki občinskih nagrad in priznanj, gospe in gospodje. Mineva 65 let od prelomne odločitve tedanje skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je ravno na današnji dan naš kraj proglasila za mesto. S tem smo dobili tudi novo ime kraja, Ravne na Koroškem, in dotlej znani Kuštan, ali po nemško Gutenstein, je postal zgolj še zgodovinsko dejstvo. Ta sprememba imena simbolično izkazuje tudi pričetek strmega razvoja Raven. Naše korenine segajo mnogo dlje od leta 1952, saj se Ravne prvič omenjajo že leta 1248. Zaradi železarstva oziroma jeklarstva je kraj vseskozi rastel. Lahko bi rekli, da se je mesto razvijalo sinhrono z jeklarno, kajti večje so bile potrebe fabrike po kadru, večja sorazmerno temu je bila seveda potreba po novih bivalnih površinah in s tem povezanemu družbenemu delovanju v kraju. Daljnega leta 1863 je na Ravne prišla težko pričakovana železnica, ki je pomenila nagel razcvet gospodarstva v širši regiji. Do danes so se standardi mobilnosti precej nadgradili. Mnogi kraji po Sloveniji že imajo urejen kvaliteten dostop do avtocestnega omrežja. Vendar Ravnam kljub zlatim časom fabrike, ko je ta zaposlovala tudi do 7000 ljudi, ni uspelo iztržiti sodobne prometnice in tako že več kot 150 let čakamo na novo prometno žilo, ki bi Mežiški dolini dala dodatni optimizem in zaposlitveni potencial. Država je v ustavo zapisala pokrajine, ki pa jih do danes še ni realizirala. Tako še vedno govorimo o statističnih regijah. Na našem območju se v takšno regijo združuje 12 občin, ki so si med seboj po več dejavnikih zelo različne. Brez pokrajin še vedno ostaja odprto strateško vprašanje sedeža regije. Po številu prebivalcev sodi Mežiška dolina oziroma nekdanja skupna občina Ravne med največje v regiji. Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so centralizacijski ukrepi na Koroškem že skoraj opustošili delo upravnih služb države pri nas. Tako nam ostaja samo še tisto, kar ni tesno povezano z državo, in to je naše gospodarstvo. Motor tega se nahaja v Mežiški dolini in je zgoščen na območju med Ravnami in Prevaljami. Gospodarske družbe so z velikimi mukami, a vendar zelo uspešno prebrodile gospodarsko krizo in pretrese slovenske gospodarske politike, ter se kljub slabim infrastrukturnim pogojem in neenakomernim razvojem Slovenije obstale kot glavno gonilo razvoja našega kraja. Te firme nam dejansko pomenijo socialno stabilnost, dajejo kruh ljudem
in ohranjajo smisel, da se kraj razvija. Nič nam ne bi pomenil nov športni ali pa kulturni center, tudi novih telovadnic ne bi potrebovali, če naši ljudje ne bi imeli kam po zaslužek za eksistenco. Ravno v obdobju predsedovanja občine Ravne Svetokoroške regije se je zgodil velik preskok na področju realnega prihoda tretje razvojne osi na Koroško. Korošci smo siti obljub, znamo se postaviti na noge, vendar v duhu enakopravnega razvoja naše lepe, male države pričakujemo, da bodo končno naši davki preko državne blagajne po več kot 150 letih spet prišli v naše kraje. Pri tem imam seveda v mislih zlato žilo oziroma razvojno os. Ta predstavlja upanje vsem, ki tukaj živimo. Razvojna os v obliki hitre ceste pomeni priložnost za nadgradnjo potencialov in vsega, kar smo kljub težkim časom uspeli narediti. Imamo smele načrte za prihodnost. Občina se je aktivno vključila v reševanje žalostne podobe dvorca Javornik in prevzema tudi pravno odgovornost za nekoč lepšo prihodnost tega zgodovinskega objekta. Aktivno si prizadevamo tudi za center Javornik. V letošnjem in prihodnjem letu bomo dali velik poudarek cestni infrastrukturi občine, saj je občinski svet potrdil investicijski program v višini 1 milijona evrov. Za občino, kot je naša, pomeni to velik investicijski potencial. Poleg tega posvečamo pozornost tudi tako imenovanim mehkim vsebinam, ki vključujejo programe na različnih področjih. Trudimo se krepiti že pridobljene certifikate, ki dajajo posebno pozornost starejšim, mladim, invalidom in prostovoljstvu. Zadovoljstvom ugotavljamo, da niso samo občina in njeni deli tisti, ki jim je mar za urejenost kraja, tukaj ste tudi številni občani. To dokazujete vsako leto ob dnevu za spremembe, ko se prostovoljske akcije udeleži več kot 1000 ljudi. Hvaležni smo vam za ta prispevek. Ravne so v letošnjem letu vstopile na samostojno pot organiziranja komunalne dejavnosti. Ustanovili smo javno podjetje, od katerega pričakujemo aktivno vpetost v potrebe razvoja naše občine, hkrati pa imamo kot lokalna skupnost dolžnost, da podjetju omogočimo kar se da stabilne pogoje za rast in delovanje. Svetle prihodnosti ni brez aktivnega in plodnega sodelovanja. Na tem mestu iskrena hvala vsem svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom v občinskem svetu za skupno sodelovanje in strnjene vrste v strateško pomembnih odločitvah za našo prihodnost. S tem dosega demokracija na Ravnah visok nivo sodelovanja, kateremu politična pripadnost ne predstavlja ovir. Naše vodilo je bilo in mora biti v prihodnje razvoj in ustvarjanje kvalitetnih pogojev za bivanje in delovanje v našem kraju. Spoštovani, v prazniku našega mesta se moramo nujno zahvaliti številnim akterjem civilne družbe, bodisi posameznikom in društvom, ki vsakodnevno aktivno delujete v našem kraju. Brez vas ne bi bilo življenja pri nas v našem kraju. Hvala vam za ta prispevek pri razvoju. Zaradi vas smo se danes tudi zbrali. Občinski svet namreč vsako leto podeljuje občinska priznanja in nagrade, kjer v skladu s kriteriji prepoznamo številne zaslužne občanke in občane ter organizacije. Priznanje ali nagrada, naj vam, spoštovani prejemniki letošnjih priznanj, pomeni zahvalo lokalne skupnosti za trud in vaše dosedanje delo, v katerem je občina prepoznala širši javni interes. Hkrati pa želim, da bi vas priznanje spodbudilo k ustvarjanju tudi v prihodnje. Letošnji praznik občine je še posebej svečan, saj bomo dobili novega častnega občana. Tako bodo odslej našo družbo s svojo modrostjo, izkušnjami iz preteklega dela ter vzgledom bogatili 3 častni občani. Ponosni smo na njih, kajti predstavljajo nam vzor in veseli smo njihove prisotnosti med nami. Iskrene čestitke vsem občankam in občanom v prazniku občine Ravne na Koroškem, še posebej vsem prejemnikom letošnjih priznanj in nagrad ter novemu častnemu občanu. Srečno!
Hvala, gospod podžupan. Slovesno sejo občinskega sveta pa nadaljujemo z najbolj svečanim delom, to je s podelitvijo priznanj občine Ravne na Koroškem. Sklepe o podelitvi je sprejel občinski svet na 20. redni seji 5. aprila na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. In zaupana mi je ta prijetna dolžnost, da predstavim letošnje dobitnike občinskih priznanj in utemeljitve za njihovo podelitev. Priznanja pa bo podelil župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki vas seveda vabim pred auditorij. Izvolite. Hvala lepa. Pred podelitvijo nagrad in priznanj ter razglasitvijo častnega občana se podžupanu zahvaljujem za res lep govor ob našem občinskem prazniku. Vse vas tudi lepo pozdravljam, čestitam ob našem prazniku, posebej pa nagrajenkam, nagrajencem, dobitnikom priznanj, družini, posthumne nagrade. Pa seveda čestitam in se tudi jaz zahvaljujem za vse, kar ste do sedaj dobrega storili za naše ljudi. In kot je že rekel podžupan, upam, da bo to spodbuda za zelo dobro delo tudi naprej. Hkrati pa ob tej priliki čestitam tudi našemu častnemu občanu, to mi je sicer on prepovedal, za rojstni dan. Gospod Golčer ima namreč na 12. april rojstni dan. Tako da iskrena čestitka v imenu svečanega zbora, sedaj pa prehajamo na podelitev priznanj nagrad. Vse je torej pripravljeno za slovesno podelitev priznanj. Najprej bomo podelili Prežihovo plaketo za kulturne dosežke v letu 2016, ki jo občinski svet podeljuje zavodu Zvočni vrt za angažiran pristop k organiziranju prireditev v lokalnem in širšem prostoru, za dejavnost pri socialnem mreženju s prostovoljci ter za prispevek k bogatenju kulturnega utripa v kraju in občini. V imenu zavoda bo plaketo prevzela direktorica gospa Maja Ocepek. Dogodki v organizaciji zavoda Zvočni vrt potekajo vse leto. Vsi po vrsti so brez vstopnine, obiskujejo pa jih tudi ljudje iz drugih okolij. Pisavke Maje so lani v aprilu izvajale plesno-projekcijske programe v Slovenjgradcu, junija v Šentanelu, avgusta na gradu Ravne, septembra v Domu starostnikov Prevalje in v decembru v Kulturnem centru Ravne. Poleg izvajanja lastnih programov nudijo tudi aktivno vključevanje v delavnico plesne skupine. Njihove posnetke lahko najdete tudi na YouTubeu. V lanskem letu so se plesavke Maje povezale tudi z avtorico krožnih plesov Leslie Laslet iz Anglije, ki jim je v znak pohvale njihovega izvajanja in projekcije podarila kar nekaj plesnih navodil. Sekcija s Partizanske ceste je tudi lani v času pustovanja vzdrževala stare pustne običaje. V aprilu je na dan zemlje priredila delavnice, v avgustu pa nadaljevala z drugim festivalom Rpičevega zosa, ki postaja vedno bolj obiskan. Proti koncu leta so bile na ulici številne decembrske delavnice, najbolj odmevni dogodki pa so se odvijali od 21. do 27. decembra, kot tudi že tradicionalni predbožični dnevi na Partizanski. Namen je seveda obuditi in vzdrževati dogodke v starem mestnem jedru na Ravnah. Gong delavnice se priložnostno izvajajo skozi vso leto, tako za otroke kot za odrasle. V vsakem četrtletju se izvajajo za večjo skupino v mali dvorani kulturnega centra ali pa na gradu Ravne. Namen gong delavnic je predvsem sproščanje. V skupino pa so vključene še glasbene pravljice, pesmice in glasbene didaktične igrice za otroke, ki krepijo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost. Poudarek dejavnosti zavoda Zvočni vrt je na socialnem mreženju s prostovoljci. V zavodu se v prvi vrsti držijo načela: poslušaj sebe in okolico, pogovarjaj se, združuj ljudi. Ker so po vsebinskih vlogah razdeljeni na različne sekcije, delujejo z raznovrstnimi vsebinami, v katere so povabljeni občani vseh starosti. Pridružite se jim. Hvala lepa. Veliko Prežihovo plaketo podeljuje občinski svet gospe Mariji Apohal. V zahvalo za
Dobro in plemenito delo, ki ga je opravila s prenosom znanja na številne ljubiteljice klekljanja, za združitev koroških klekljaric v enovito sekcijo, povezovanje s sorodnimi društvi po Sloveniji in povezovanje vseh, ki imajo radi čipke, za prispevek k bogatenju kulturnega utripa koroške regije. Gospa Abohal, prosim, pridružite se nam. Gospa Marija Abohal, Gospa Marija Abohal je na šoli klekljanja Mire Kežar v Škofji Loki opravila specializacijo za učiteljice in mentorice klekljanja. Izobraževala pa se je tudi v čipkarski šoli v Idriji. Leta 1991 so jo na osnovni šoli Prevalje zaprosili, da prevzame krožek klekljanja za njihove učence. Zanimanje pa so izrazile tudi matere otrok, ki so imele tečaj v popoldanskih urah. Naslednje leto je prišla pobuda tudi z osnovne šole Koroški Jeklari, čez leto pa še z osnovne šole Prižihovega Voranca. Poleg otrok je Marija učila klekljati tudi vedno večje število odraslih. Klekljarice iz vse Koroške je združila v sekcijo in dolga leta sodelovale pod okriljem kulturnega društva Prevalje. Marija je bila ves čas predsednica sekcije. Koroške klekljarice je vodila do leta 2004, ko je bila pobudnica za ustanovitev društva Klekljaric Koroške. Ves čas je aktivna članica in članica upravnega odbora društva. Hkrati je skupino povezala tudi s kleklaricami Slovenije, ki so delovale v Združenju slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke. Leta 2002 so pri uredništvu Naše žene izvedeli za njeno dejavnost na Koroškem in so ji podelili zahvalo za dobro in plemenito delo. Društvo Klekljaric Koroške je eno največjih klekljarskih društev v Sloveniji. Zaradi množičnosti, kvalitetnega dela in znanja, ki so ga klekljarice osvojile v kratkem času, so jih upisali kot nosilke enote nesnovne kulturne dediščine, slovenska klekljana čipka, obe enoti klekljane čipke, slovensko klekljano čipko in idrijsko čipko, pa je vlada Republike Slovenije proglasila za živo mojstrovino državnega pomena. Koroške klekljarice že od leta 1995 dalje vsako leto pripravljajo razstavo Umetnost v belem, katere pobudnica in glavna organizatorka je prav gospa Marija. Njihove razstave gostujejo tudi po vsej Sloveniji in v tujini. In največ zaslug za vse te uspehe gre današnji prejemnici velike Prižihove plakete, gospe Mariji Abohal, čestitke. Veliko Klančnikovo plaketo prejme Zveza športnih društev Ravne na Koroškem za več kot 50-letno izvajanje poslanstva pri povezovanju športnih društev v učinkovito zvezo, za pomemben prispevek k športni vzgoji otrok, rekreativni dejavnosti občanov in izobraževanju strokovnega kadra, za spodbujanje kakovostnega in vrhunskega športa v občini Ravne na Koroškem. V imenu občinske športne zveze bo plaketo prevzel njen predsednik, gospod Miran Klančnik. Zveza športnih društev Ravne na Koroškem nadaljuje delo občinske športne zveze Ravne na Koroškem, ki je bila ustanovljena leta 1966 in je združevala društva iz vseh sedanjih občin Mežiške doline. Izvaja strokovne, organizacijske in druge naloge na področju športa, zastopa interese društev na ravni lokalne skupnosti in opredeljuje tiste naloge, za katere se zagotavljajo sredstva iz državnega in lokalnega proračuna. Svojim poslanstvom povezuje Zveza športnih 24 društev, ki se ukvarjajo z atletiko, odbojko, plavanjem, alpskim smučanjem, deskanjem na snegu, nogometom, namiznim tenisom, alpinizmom, športnim plezanjem, lokostrelstvom, tradicionalnim karatejem, košarko, šahom, kegljanjem, plesom, planinstvom, taborništvom, kolesarjenjem, borilnimi športi, judom, hokejem, badmintonom, rokometom, športom invalidov, splošno vadbo, gimnastiko in rekreativno dejavnostjo. V tekmovalnih sistemih sodeluje okrog 600 športnikov iz naše občine, število vseh aktivnih članov društva pa je okrog 2100. V Zvezi športnih društev Ravne na Koroškem se zavedajo pomembnosti športne dejavnosti pri vzgoju otrok, rekreativne dejavnosti občanov vseh starostnih skupin in potreb spodbujanja kakovostnega in vrhunskega športa v kolektivnih in individualnih športnih panogah, pomembnosti izobraževanja ter usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnega kadra v društvih.
Sodelujejo tudi v mednarodni športni dejavnosti, saj so organizatorji vsakoletne udeležbe na mednarodnih igrah šolarjev. Za delo na področju športa je zveza že leta 1975 prejela Bloudkovo nagrado, kar dokazuje, da je njena aktivnost odmevna tudi v širšem slovenskem prostoru. Nagrade in priznanja Stanka Bloudka je za delo v zvezi prejelo tudi več športnih delavcev, ki so poleg svojega dela v društvih še veliko prispevali k skupnim športnim aktivnostim v občini. Čestitke! Veliko Klanšnikovo plaketo prejme tudi gospod Alfons Polajner za njegov pomemben prispevek uspehom koroškega alpskega smučanja, za preko 50 leti volonterskega dela v športu ter za dolgoletno aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tekmovanja po poteh 14. divizije. Alfons Polajner je član Alpskega smučarskega kluba Fužinar Ravne na Koroškem in je več kot 50 let v klubu pomagal kot volonterski športni delavec pri izpeljavi smučarskih tekmovanj. Njegovo športno in strokovno znanje je pripomoglo, da se je specializiral pri meritvah športnih tekmovanj, ker je čas osnova za rezultat. Meritve časov je opravljal na vseh mednarodnih, državnih, regijskih, klubskih, rekreacijskih in sindikalnih smučarskih tekmovanjih, ki so se izvajala v občini Ravne na Koroškem, regiji in tujini, organizaciji Alpskega smučarskega kluba Fužinar. Kot časomerilec na koroškem smučarskem teku po poteh 14. divizije je bil kar 15-krat nepogrešljiv člen pri organizaciji in izvedbi tega tekmovanja. Na vseh tekmovanjih je moral vedno biti med prvimi na terenu in pripraviti tehnično opremo za meritve in med zadnjimi, ko je bilo potrebno to opremo ponovno vestno pospraviti. Svojo predanostjo in požrtvovalnostjo je Alfons Polajner pripomogel, da so bila vsa tekmovanja vzorno in korektno izpeljana, saj so pravilno izmerjen čas tekmovalca oziroma rezultati, ki na koncu tekmovanja štejejo, pohvala za časomerilca in seveda organizatorja, kar dobro ime ponese naprej. Čestitke! Še eno veliko Klanšnikovo plaketo bomo podelili danes. Zaradi izjemnosti dogodka ima ta gesta za našo športno, pa tudi drugo javnost, poseben pomen. Zagotovo pa veliko pomeni družini prejemnika tega priznanja. Med nami so namreč danes tudi žena Berta, ter sinova Mitja in Jure, ter tudi nekateri drugi sorodniki. Gotovo ste že obenili, da bomo plaketo podelili našemu velikemu športniku, pedagogu in trenerju Franju Ježu, ki ga žal že skoraj 10 let ni več med nami. Veliko Klanšnikov plaketo mu občinski svet podeljuje kot oddolžitev za njegov izjemen prispevek k uspehu ravenskega športa, za uspešno trenersko in pedagoško delo pri odbojkarskem klubu in na osnovni šoli, za prenos skrivnosti športnih iger na mlade, ter za prispevek k ugledu občine doma in po svetu. V imenu prejemnika bo plaketo prevzela njegova žena, gospa Berta Jež. Franjo Jež se je rodil 11. maja 1956 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Njegovo življenje je bilo povezano s športom, tako kot so bili športu predani vsi njegovi. Sestri Irena, vrhunska smučarka, in Maja, športna pedagoška delavka, kot tudi sinova Mitja in Jure, ter žena Berta, ki je leta 2011 prav tako prejela veliko Klanšnikovo plaketo za svoje dosežke. Franjo je svojo športno pot pričel kot plavalec pri plavalnem klubu Fužinar. Vrsto let je spadal med vodilne slovenske in jugoslovanske plavalce delfinovega sloga, za kar je prejel ničkoliko priznanj. Bil je tudi slovenski plavalni reprezentant. Po prenehanju z aktivnim plavanjem se je posvetil treniranju mladih plavalcev. Leta 1976 je opravil izpit za sodnika državnega razreda v plavanju in bil kar 30 let aktiven sodnik plavanja. Leta 1980 je diplomiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani in se zaposlil na osnovni šoli Koroški Jeklarji.
Športna panoga, ki je obeležila njegovo nadaljnjo športno pot, je leta 1975 postala odbojka. Vse do leta 1990 je bil igralec članske vrste pri odbojkarskem klubu Fužinar. V letu 1985 je prevzel še vlogo trenerja ekipe. Največji uspeh v moški odbojki je dosegel v mlajših kategorijah, tako v šolski kot klubski odbojki, kjer je segal po najvišjih mestih v državi. Da je šlo za res vsestranskega športnega delavca, priča podatek, da je sodeloval na mednarodnih igrah mladih v 3 različnih vlogah, kot trener plavalcev, trener fantovske odbojkarske ekipe in kot trener dekliške odbojkarske ekipe. Uspehe je žel tudi s člansko žensko ekipo Prevan, ki jih je popeljal v prvo slovensko odbojkarsko ligo, kakor tudi v nižjih kategorijah, kjer je posegal po najvišjih mestih v državi. Njegovo trenersko-pedagoško delo pri odbojkarskem klubu in na osnovni šoli Koroških jeklarjev je pustilo zavidljive rezultate. Vneto je odkrival mlade talente in jim podajal osnove skrivnosti odbojkarske igre. Kar nekaj njegovih učencev je bilo kasneje državnih reprezentantov. Njegove šolske ekipe pa so bile velikokrat v samem vrhu šolskih tekmovanj v odbojki. Iz tega obdobja izvirajo igralci, ki še danes igrajo pri Fužinarju oziroma v tujini: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Denis Valentan, Samo Stravnik, Matej Tomaž, Droba Sinova, Mitja in Jure. Franjo Jež je pustil v naših vrstah neizbrisen pečat. Svojim delom in zgledom je zaznamoval športni utrip občine. Kot športnik, trener, pedagog, organizator in kot človek s športnim načinom življenja je privabil in oblikoval mnogo generacij dobrih športnikov. Z rezultati, ki jih je dosegel, oziroma so jih dosegle njegove ekipe, je ponesel dobro ime občine Ravne na Koroškem, širom po Sloveniji in tujini. S podelitvijo velike Klančnikove plakete izkazujemo čast in priznanje njemu, njegovemu delu in vsem, ki so z njim sodelovali. Čestitke! Zdaj je ponovno malo časa za en tak glasbeni predah, tako da profesorico Nadijo Rošer vabim s svojimi učenkami, flavtistkami, da pridete. Mislim, da bomo slišali nekaj iz Fantoma iz opere in pa skladbico Tinkare Kovač spet Round and Round. Izvolite. Aha, pa še, zdaj imamo še pa kitarista. Na kitari bo dekleta spremljal profesor kitare, gospod Marko Strmčnik.
Hvala učenkam glasbene šole Ravne na Koroškem, mentorici Nadi Rožer in pa seveda kitaristu Marku Staročniku. Hvala lepa. Sejo pa nadaljujemo s podelitvijo priznanj občine Ravne na Koroškem. Veliko plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Koroški gasilski zavod ob 70. obletnici njegovega delovanja za odgovorno in uspešno izvajanje nalog zaščite in reševanja, izobraževanje in vzgojo mladih ter prenos znanja in izkušenj na druge dejavnike varnosti, zaščite in reševanja, za prispevek k ugledu občine doma in v tujini. V imenu zavoda bo priznanje prevzel direktor, gospod Franc Jutršek. Koroški gasilski zavod praznuje letos 70. obletnico delovanja. V javni gasilski zavod se je leta 1995 preoblikoval iz poklicne gasilske enote Železarne Ravne, ustanovljene leta 1947. Kljub temu, da je bila poklicna gasilska enota ustanovljena za potrebe železarne, je vseskozi upravljala svoje poslanstvo tudi izven fabrike. Svoje prostore si enota od leta 1961 deli s prostovoljnim gasilskim društvom Ravne na Koroškem, kar še dodatno pripomore k večjemu sodelovanju v javnem sektorju. Po preoblikovanju je gasilski zavod prevzel naloge zaščite in reševanja kot osrednja gasilska enota v občini. Ima tudi koncesijo za reševanje v prometnih nesrečah in nesrečah z nevarno snovjo na celotnem območju Koroške. Zavod se v okviru zmožnosti trudi, da je enota vrhunsko opremljena in da ima zaposlen vrhunsko izobražen in usposobljen kader, tako da lahko v vsakem trenutku zagotavlja hitro interveniranje v vseh vrstah nesreč. Svoje znanje in izkušnje poklicni gasilci vse skozi prenašajo tudi gasilcem prostovoljnih gasilskih društev, s katerimi dnevno sodelujejo in se dopolnjujejo, kadar ljudje potrebujejo pomoč gasilcev. Poklicni gasilci so vsi vključeni tudi v prostovoljna gasilska društva, zato tudi, kadar niso v službi, priskočijo na pomoč. Koroški gasilski zavod skrbi v občini za izobraževanje in preventivno delovanje, prenašajo mladim na šolah, v vrtcih in neposredno tudi občanom. Naš gasilski zavod je zelo prepoznaven tudi na državnem nivoju. Kljub temu, da je ena izmed manjših poklicnih gasilskih enot v Sloveniji, imajo največ intervencij na posameznega gasilca. Njegovi člani so funkcionarji v številnih organih slovenskih gasilskih združenj in zvez ter vidno prispevajo k aktivnostim na državnem nivoju. Uspešni so tudi na področjih merjenja usposobljenosti gasilskih enot. Na državnih tekmovanjih je Koroški gasilski zavod med drugim uspehe pridobil od leta 1992 in kar 8-krat osvojil naslov državnih prvakov v gasilski disciplini, kjer nastopajo vse poklicne gasilske enote. Čestitke! Veliko plaketo občine Ravne na Koroškem prejme tudi gospod Jožef Kotnik za njegovo vsestransko udejstvovanje na različnih humanitarnih področjih, za izkazano človekoljubnost v okviru dejavnosti Rdečega križa ter pri pomoči starejšim in socialno šibkim, za prenašanje bogatega znanja na mlade, za stotine opravljenih prostovoljnih ur, za čas, ki ga nesebično podarja drugim. V imenu očeta bo plaketo prevzel sin Urban Kotnik. Jožef Kotnik si zasluži družbeno priznanje za svoje veliko srce. Je aktiven prostovoljec na različnih humanitarnih področjih. Človekoljubnost in nesebična pomoč ga spremlja že od rane mladosti, saj se je že kot 7-letnik vključil v prostovoljno gasilsko društvo Kotlje, kjer že več kot 50 let z veseljem opravlja različne naloge. Vrsto let usposablja pionirje, pionirke in mladince, s čimer se dotika tudi prihodnosti. Hkrati je operativni član društva, s čimer neposredno pomaga ljudem v nesreči. Je tudi nižji gasilski častnik. Vsa leta v mesecu požarne varnosti pripravlja razstave, otrokom v vrtcu in šoli, krajanom Kotelj pa prenaša znanje o pomenu gasilcev in preventive v kraju. Za svoje poslanstvo je v preteklosti prejel številna občinska ter republiška priznanja in odlikovanja. Pri Rdečem križu je prostovoljec že 36 let. Od leta 1991 si kot koordinator Rdečega križa Mežiške doline prizadeva za večje število krvodajalcev v dolini.
Je tudi predsednik krvodajalske komisije pri območnem združenju Rdečega križa Mežiške doline. Kot aktiven krvodajalec je kar 87-krat daroval kri za življenja. Zadnja leta si kot podpredsednik Rdečega križa Kotlje prizadeva za pomoč starejšim in socialno šibkim v krajevni skupnosti Kotlje. Aktiven je tudi pri socialnem programu razdeljevanja hrane, pomoči potrebnim, pri razvozih prehrambenih paketov na dom starejšim in invalidom. Redno obiskuje starejše osamljene ljudi na njihovih domovih in domovih za starostnike. Aktiven je tudi v društvu malih živali. Vsako leto pomaga pri organizaciji pustnega karnevala v Kotljah, sodeluje v vseh čistilnih akcijah Očistimo Kotlje, pri kulturnem društvu Kotlje pa je že leta dobri mož, ki ga ob zaključku leta vsi nestrpno čakamo. Od vsega začetka je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo in tudi njen soustanovitelj. Ni odveč še enkrat omeniti, da se je Jožef Kotnik vedno boril za malega človeka in za pravice delavcev. Kot občinski svetnik v obdobju 1998-2002 pa je Jožef svojo energijo vlagal na področje zaščite in reševanja v družbene dejavnosti in nazadnje v razvoj občine. Jožef Kotnik je prostovoljec z dušo in telesom, ki na letni ravni opravi preko 500 prostovoljnih ur. Čas pa je največ, kar lahko damo drugim. Čas je zlato in Jožef ga je veliko poklonil drugim. Čestitke. Nagrado občine Ravne na Koroškem prejme gospa Suzana Vodnjov za njeno dolgoletno angažirano delo v društvu proti mučenju živali, prenos vrednot, dobrosrčnosti in odgovornega odnosa do vseh živih biti na ljudi okoli sebe, za ozaveščanje mladih o skrbi za naravo ter pomenu prostovoljnega dela in za prispevek k prepoznavnosti občine izven njenih meja. Suzana Vodnjov je dobro poznana v slovenski javnosti, saj s svojim prostovoljnim delom že 90 let skrbi za ogrožene živali. Skrb za živali pa ne zajema le dimenzije reševanja njihovega življenja, je tudi učinkovita metoda opozarjanja in apeliranja na etičnost posameznika, na človeka vredne vrednote, katerih manjko se v družbi kaže tudi na ravni neprimernega ravnanja z živalmi ali vse obči moralni neobčutljivosti. Suzana Vodnjov deluje v društvu proti mučenju živali Koroške, kjer z neposredno pomočjo ogroženim živalim ter z aktivnim vključevanjem za izboljšanje zakonskih rešitev na področju varstva živali prispeva k izboljšanju človekovega ravnanja z živalmi. Je predsednica društva proti mučenju živali Koroške, od leta 2004 je predstavnica Koroške v Zvezi društev proti mučenju živali, kjer je bila tudi nekaj let predsednica. Dodatna korist njenega početja je javnosti njenega delovanja. V funkciji predsednice deluje tudi v medijih, s čimer opozarja na pereč problem neustreznega ravnanja z živalmi ter ozavešča širšo javnost. Vsako leto opravi veliko število prostovoljnih ur, s pomočjo društva reši okoli 300 živali in po potrebi omogoča ustrezno veterinarsko oskrbo ter sterilizacijo. Ker na Koroškem ni zavetišča za zapuščene živali, je velikokrat potrebno živali vzeti v rejo ter poiskati nove oziroma ustrezne skrbnike. Kot predsednica društva proti mučenju živali Koroške že vrsto let deluje tudi na področju izobraževanja skrbnikov živali v zvezi z načinom reje živali, preventive, psihologije živali, kar predstavlja zaščito živali v širšem pomenu. Ob zavedanju pomena sodelovanja z uradnimi inštitucijami ter njihovim poslanstvom tvorno sodeluje z inšpekcijskimi službami, Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in državnim zborom, kjer sodeluje v zvezi s predlogi in izboljšavami zakona o zaščiti živali. Tudi revija Ona Plus je Suzano prepoznala kot ono, ki drami premika. Izbrali so jo med tiste, ki so v letu 2016 drzno storile več, kot se od njih pričakuje. Njeno dobro in uspešno delo v društvu je plod celovite osebnosti s posluhom za najšibkejše, pomoči potrebne, je rezultat znanja ter pravilnega pristopa tako do ljudi, kot tudi do živali. Čestitke. In nazadnje bomo razglasili prejemnika najvišjega občinskega priznanja, to je naziv častnega občana občine Ravne na Koroškem. To izjemno čast namenja občinski svet gospodu Maksimiljanu Večku.
kot izraz priznanja za njegovo dolgoletno odgovorno družbeno in politično delo, za izjemen prispevek k razvoju mesta Ravne na Koroškem, občine in Mežiške doline, za afirmacijo koroške in slovenske železarske zgodovine v srednjeevropskem prostoru, ter za njegov neprecenljiv prispevek k ugledu občine in njene prepoznavnosti v svetu. Izvolite, čestitke. Maksimilijan Večko. Gospod Maksimilijan Večko vse svoje življenje živi in dela na Ravnah na Koroškem. Tu se je rodil 26. avgusta 1945 v takratnem Guštanju. Po osnovni šoli je leta 1964 maturiral na Ravenski gimnaziji. Po končanem študiju metalurgije se je leta 1971 zaposlil v železarni, kjer je opravil tudi raziskovalno nalogo o vplivu različnih parametrov na globino kaljene plasti pri plamenskem kaljenju. Družino je ustvaril na Ravnah z ženo Marjeto in 2 sinovoma. Leta 1973 je postal obratovodja obrata toplotna obdelava in leta 1978 ravnatelj Tost Kaljilnica. To dolžnost je opravljal do leta 1984, ko je bil izvoljen za predsednika skupščine občine Ravne na Koroškem. Po izteku mandata se je vrnil v železarno. V mandatu 1994-98 je funkcijo župana občine Ravne Prevalje opravljal nepoklicno, leta 2002 pa je bil izvoljen za župana nove občine Ravne na Koroškem. Po 4-letnem mandatu se je nato leta 2007 upokojil. Za dosežke za delo v stroki je leta 1983 prejel nagrado za inovacijo z področja humanizacije dela. Leta 1985 je bil imenovan za častnega člana Zveze rudarskih, metalurških in geoloških inženirjev in tehnikov Slovenije. V letih od 1982 do 1990 je bil delegat v zboru občin Skupščine Republike Slovenije. V obeh mandatih pa tudi član Komisije za volitve in imenovanja. V času županskih mandatov 1994-98 in 2002-2006 je bil član predsedstva Skupnosti slovenskih občin. Aktivno je sodeloval v okviru številnih društvenih dejavnosti, kot vodnik roda tabornikov, planinski vodnik in predsednik planinskega društva. Prav njemu gre zasluga za uveljavitev pohodov čez goro Kočetu in od Kotelj do Belih vod. Bil je dolgoletni član izvršnega komiteja mednarodnih iger šolarjev, je tudi aktualni predsednik občinske organizacije Zveze borcev za vrednote NOB. Bil je med iniciatorji ustanovitve društva Slovenska pot kulture železa in povezovanje tega društva v mednarodno srednjeevropsko pot kulture železa. Od ustanovitve slovenskega društva je njegov predsednik in eden od predstavnikov Slovenije v srednjeevropski povezavi. Naloga društva je afirmacija železarske zgodovine med prebivalstvom v srednjeevropskem prostoru, pa se trudijo za predstavitev slovenskega deleža k razvoju stroke in za zavest, da smo v našem prostoru enakopravni akterji 3000-letnega razvoja te stroke v Evropi. V 12 letih županovanja je Maksimilijan Večko s svojo iniciativnostjo, z vodenjem timov na različnih razvojnih projektih bistveno prispeval k razvoju občine Ravne in širše skupnosti. Naj navedem samo najvidnejše in najpomembnejše pridobitve v času, ko je bil Maksimilijan Večko župan občine Ravne na Koroškem. Mandat 1984-1988, obnova ceste od Raven do Žerjava, priprave na izgradnjo nove pošte na Ravnah z novo telefonsko centralo, načrtovanje in izgradnja malih hidroelektrarn v Mežiški dolini, formiranje Alpskega voda v okviru teritorialne obrambe, uspešne in zaslužne enote vojne za Slovenijo. Mandat 1994-98, izgradnja prizidka k osnovni šoli Prežihovega Vorenca, sanacija atletskega stadiona na Ravnah, pričetek obnove mestne hiše, cesta v Strojno do Novaka, cesta od Črčovja do Podkraja. Mandat 2002-2006, obnova gradu Ravne, izgradnja mestnega kopališča. Maksimilijan Večko je z angažiranostjo, s poklicnim in družbenim odgovornim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, uveljavitvi in ugledu občine Ravne na Koroškem, Koroške regije in Republike Slovenije v domačem in mednarodnem prostoru. Pri tem je pomembno poudariti tudi dejstvo, da je svoje znanje in bogate izkušnje vedno nesebično delil z drugimi ustvarjalci in uresničevalci razvoja občine Ravne na Koroškem. Čestitke!
Čestitke seveda vsem dobitnikom. Zdaj pa besedo predajam častnemu občanu, gospod Večko. Spoštovani slavnostni zbor, župan, občinski svetniki, dragi gostje, dragi profesor Golčar. Ampak najprej ob današnjem prazniku čestitam vsem navzočim za praznik in tudi preko medijev občanom naše občine in našega mesta. Ko je leta 1951 na zakonodajni strani že bila sprejeta odločitev, da bo kraj Guštanj postal mesto, občina pa mestna občina, je dr. Franc Sušnik o tem napisal razmišljanje, kjer je poiskal zgodovinsko ozadje preimenovanja. Mnogo misli je najti v tem njegovem članku, za zaključek razmišljanja pa je napisal naslednje. Prvo je glava, toda glavno je srce. In srce naše železarne in našega mladega jutrišnjega mesta so tisti zvesti, ki so svoje življenje zvezali z življenjem tega kraja. V mladem jutro tonejo v daljo spomini in trpke podobe preteklosti ugašajo novi zarji. Eno pa ne ugasne nikoli, če je zaklelo. Zvestoba in ljubezen do domačega kroga. In bloki, in hale, in dvorane bi bili nič in bi bile mrtve maske, če bi jim obraza ne navdihala duša. Današnji laureati smo svoje delo opravljali iz zvestobe in ljubezni domačemu kraju. In današnja razglasitev nagrajencev kaže, da je domači kraj to tudi prepoznal. Hvaležni smo za to in obljubljamo, da bomo v smislu utemeljitev priznanj svoje delo nadaljevali tudi v bodoče. Sušnik v citirani misli piše o tistih, ki so svoje življenje zvezali z življenjem tega kraja. Ta misel pa seveda ne zahteva zapiranja v domači kraj, v domači vrtiček. Zahteva tudi priznanje za izvoz njegovega imena v svet. Večkrat sem različnih nagovorih govoril o Ravenčanih, ki so preveliki za naš domači kraj, ki so ga prerasli. Če svoj glas širijo v svet iz domačega kraja, so še posebna vrednost. Veseli me, da je to spoznanje na ravnah prisotno, zaželjeno pa je, da bi bilo ga še več. Naj se ob koncu tega nagovora zahvalim osebno vsem pobudnikom za imenovanje, ki sem ga bil danes deležen, in tudi vsem tistim, ki so predlog podprli. Hvala lepa. In hvala ter iskrene čestitke seveda tudi vam, cenjeni gospod Maksimilijan Večko. In seveda čestitke vsem nagrajencem. Zdaj, če bi še rad kdo kaj dodal, je pa zdaj tisti trenutek še za kakšno besedo. Tako da prosim, mogoče kakšno čestitko ali kaj takega, spodbudno besedo našim nagrajencem, dobitnikom, kar pogumno. Ne? Ja. Izčrpali smo dnevni red današnje seje, torej, kar pomeni, da ste povabljeni malce niže, eno nastropje niže, na pogostitev. Še pred tem pa vsi prejemniki nagrad priznanj v Grajski park na eno skupno čudovito fotografiranje. Vsi se morate zbrati, da ne bo kdo manjkal. Iskrene čestitke, morda beseda dve ob koncu še gospod župan. Hvala, lahko je zaključim. Hvala za prisotnost na tej proslavi, na svečani seji občinskega sveta.
da smo lahko skupaj seveda praznovali naš občinski praznik. Na Ravnah praznujemo tudi krajevni praznik mesta Ravne. Ta je na 12. oktober vsakega leta, vabljeni so tudi tja. In pa hkrati seveda me zelo veseli, da imamo na Ravnah od danes naprej, od tega trenutka naprej 3 častne občane. Smo tega zelo veseli, pa hkrati seveda vabilo na pogostitev en štuk nižje, kot je rekla voditeljica.